Neka zgornja meja, pač da povem za informacijo, 65.000 dnevno jih lahko maksimalno spečemo. Drage gledalke in dragi poslušalci, spet smo z vami v podcastu Neokvirjeno. Tokrat imamo malo drugačno sceno, kajti pred nama z mojim gostom so same dobrote, kot vidite, kajti Kurentov skok je mimo, svečnica je mimo, torej začel se je pustni čas in seveda pustnega časa brez kraljevega ptujskega krofa si težko pač v Slovenskih goricah nasplošno predstavljamo. Z nami je naš gost, vodja proizvodnje, vodja obrata Aleksander Čeh iz Ptujskih pekarn. Sandi, lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala, da si se odzval našemu povabilu. No, z veseljem. Ampak tudi to, kar si prinesel zraven, smo že rekli, da bomo parkrat ponovili ta podcast, da boš lahko večkrat vedno dobrodošel. Sladko sledi, ne? Tako, ja, tako. Pustni krofi so pri nas vedno dobrodošli. Torej, ukvarjate se s pekarstvom, Ptujska pekarna je se nekako pobrala po vseh teh krizah, ki jih je preživljala. Sem moram priznati, da mislim, da sem lani bil v vaši proizvodnji, sem bil presenečen, kako ste jo nadgradili. Dejansko niso samo krofi vaš proizvod, pečete vse vrste kruha, potem tudi sladice, pa mogoče par besed o proizvodnji za začetek. Ja, res je. Ogromno, da rečem, izdelkov. Če ne nazadnje tudi zdaj stamo tu pri krofih, da pričnemo, ko jih vidite vsi na mizi zdaj, je res asortiman zelo velik, pač mi gledamo, da se prilagajamo na koncu koncev kupcem, ne. Tudi raziščemo, kaj je kupcem najboljše oziroma kaj jim je všeč, tako da je teh izdelkov ogromno. Res, da če dalje bolj se zadnje čase uveljavljajo te polnozrnate zadeve, dietetične zadeve, se pravi tudi šole kot take, ne nazadnje, ki jih oskrbujemo, javne zavode, imajo neke smernice, mi se prilagajamo, se pravi, delamo za njih in za nas, da bo dobro, tako kot treba. Pa mogoče, ker smo ravno v pustnem času, začneva pri krofih, tu imamo kar nekaj vrst, pa mogoče predstaviš, vidim, od 3 mušketirjev, navadnih krofov različnih, s pistacija, tam mislim, da je novi. Mogoče, če predstaviš samo kakšna ja, res vaša ponudba. Je, naš paradni konj je tak ali tak, naš kraljevi ptujski krof, se pravi polnjen z marelično marmelado. Teh proizvedemo največ. In tudi zdaj pač, če okvirno povem neke številke, v letošnjem pustu si nadejamo, da bo številka okrog 1 milijon, ker letos je pač pust malo daljši. Lani smo izpekli za info 800.000, tako da je tudi to naš paradni konj in tudi tega se največ proda. Tako da naslednji krof tukaj je krof z borovničevo marmelado, posipam z temi pikicami, se pravi, ta se razlikuje potem, da ima te pikice iz sladkorja, se pravi, noter pa je res božanska borovničeva marmelada. Naš novi produkt, se pravi, tudi za katerem stojim jaz, se pravi, krof s pistacijevo kremo, oblit z belo čokolado in pravim, da z zelenim zlatom, s pistacijevim drobljencem. Se vemo, zdaj vsi imamo pač ta Dubaj čokolada, ta varianta, ampak ta krof ni bil narejen pač v teh smernicah, je pa res, morate ga enostavno okusiti, je nekaj posebnega. Tukaj smo zdaj plasirali na tržišče tudi 3 mušketirje, tako zvane, to so pa naši krofi, ki so bili, se pravi, proizvedeni že dalj časa nazaj, oziroma že dalj časa jih proizvajamo, oziroma so eni izmed prvih, ki jih proizvajamo. Se pravi, krof z vaniljevo kremo, oblit z čokolado, krof z čokoladno kremo, oblit z lešnikovim drobljencem in se pravi glaziran krof, ta pa je polnjen z marelično marmelado, oblit z čokolado in posipan z kokosom. Tako da je izbira kar pestra.
Ko se prične pustni čas, se tudi vi na to pripravite, verjetno imate kar dalj časa priprave. Kako je potem z nakupom teh krofov? Imate tudi, kako bi rekla, industrijsko trgovino dejansko na vaši lokaciji, na katera ulica je tam? Rogozniška cesta 2 Ptuj. Na Rogozniški cesti se lahko kupijo ob nekem določenem času. Tako, v času pusta vsako leto, se pravi, da povem za informacijo, ponavadi smo začeli kakšen teden dni prej s prodajo. Tako da letos pa začnemo, smo začeli za 3. februarja posvečnici in dan posvečnici. Se pravi, odprto je od 7. do 16. ure zaenkrat. In se pravi, tukaj se tudi prodajajo na okenco. Pač za razliko, da povem, tukaj se prodajajo vroči krofi, ki so direktno iz friteze. Drugače pa naše trgovine, oziroma naš lastnik, trgovina Jager, v vseh trgovinah Jager jih tudi dobite pač tako kot treba. No. Jih je pač možno kupiti, samo da tam niso več topli, tako kot pri vas. To je pa res, veste, pač je razumljivo, neke omejitve so in ne moreš vse naenkrat, ne. Tako da neka zgornja meja, pač da povem za informacijo, 65.000 dnevno jih lahko maksimalno spečemo. To je naša top of the top in pač gledamo res, da so krofi prvovrstne kvalitete in tudi na koncu moja ekipa oziroma naša ekipa, vsi delamo, vključno z direktorjem, se trudimo, da je res najboljša, imamo tudi najboljše sestavine, temu stremimo, da so najboljše sestavine, se pravi, imamo tudi ključne dobavitelje, ki so vedno pač zanesljivi, kvalitetni in je to, no. Ravno to sem hotel vprašati, ne? Za kvaliteten krov so potrebne kvalitetna in konstantna kvaliteta sestavin po vsej verjetnosti. Ja, res je. Res je. Moka je v prvi meri, pač za informacijo, zdaj je časno pusta, da še vam povem, poraba moka samo za krofa bo blizu 60 ton, tako da tega kar nekaj, oziroma 20 ton marmelade, če še vam povem, oziroma tudi olja na konci, ki se cvrejo, 20 ton, in tudi posipnega sladkorja bo nekje šlo blizu tone, sladkorja 5 ton, se pravi v same recepture, kot take, pač naj povem tudi, da naš krof se proizvaja že od 84. leta. 15. leta smo ga sicer malo dodelali in je tudi v taki obliki, se pravi, od takrat kot je, ne. V glavnem, celotna ekipa skrbi za to, da je vse okej. Izkušena pekovska roka, se pravi, tudi pekarice skrbijo, da je vse tipi-top in da mora biti tipi-top. No, sedaj smo prišla do poklica, ki je tudi deficitarni poklic peka. Kako vam uspeva dejansko v podjetju zaposlovati peke? Ja, res je. Zdaj pred časom, ko sem še jaz hodil v šolo, nekoč tega se nismo nikoli mislili, da bo pač to takšen problem, ampak je res, pekovski poklic je zelo deficitaren poklic. Pekov enostavno ni. Zdaj si pač pomagamo, da se ljudje priučujejo, oziroma jih priučimo, kar je z veseljem lahko potrjujem, da iz najrazličnejših poklicev prihajajo k nam in sem tudi sam presenečen, da ljudje, ki so, tudi hotelirji, gostinci, se vključujejo v našo ekipo in tudi mladi, se pravi, in sem res, moram povedati, zelo ponosen na njih in tudi zelo zadovoljen. Ampak vseeno, ko gledam, dobro, pri tebi je malo drugače, ti prihajaš iz pekovske družine, oče je pek, tudi je bil v penziji, je delal v pekarnah Ptuj. Res je, ja. Dejansko tako, da si nekako s to pekovsko moralo, če tako rečemo, si nekako zrastel. Ja, res je. Glejte, oče, ko sem bil od malih nog, že oče pač v pekarni in jaz sem šel z njim nedelje, me je vzel zraven in sem šel z njim zraven nedelje delati, takrat so še se delale nedelje, ker so pač bile nedelje trgovine odprte in sem pač podoživljal vso to pekarijo dobesedno z njim in očitno je to, da bi rekel tudi verjetno neki geni so malo, da nadaljujem tradicijo in res to z veseljem delam. Oče me je naučil tisto, kar me je mogel in res z veseljem.
In kaj je bilo, če se pogledava nazaj, ko si kot otrok z očetom hodil ob nedeljah v pekarno, kaj je bilo tisto, ko si enkrat rekel, Aleksander, ti boš pa pek? Kaj je tisto, ko je prevagalo? Že jata, ne, mi je sam rekel, če si pri kruhi, ne boš. To je pa res. Pri kruhi, ne, in tako je tudi bilo, ne, in je ostalo. Ja, gledajte, malo tisti von tega kruha, že ko ga je tudi prinesel domov, je bilo nekaj čisto drugega in očitno je to z dihanjem skozi življenje sem vnesel svoj organizem in enostavno se mi je to dopadlo in sem šel, no, to. No, ampak ob tem, da si res z dušo in srcem predan temu pekovskemu poklicu, ne, jaz gledam tudi kako spoštljivo, naprimer, da verjetno gledalci te ne poznajo toliko, Aleksander prihaja z Trnovske vasi, Tako, ja. Sedaj se je sicer živi, že kar nekaj let živiš v Gorišnici. Zdaj bo že 18-19 let v Gorišnici, ja, tako da sem že Gorišničar. Tako. Ne, ampak res ne vem, to je bilo verjetno ti priuzgojeno, ker res s kakšnim občutkom, pa s kakšnim spoštovanjem govoriš ti o teh pekovskih izdelkih v kruhu, ne? To verjetno ti more biti prirojeno ali kaj, ali če češ biti dober pek, verjetno moreš imeti spoštljiv odnos do kruha. Zmago, v prvi vrsti je tu, mislim, da delamo za ljudi, delamo zase pač in moramo imeti kvaliteto na prvem mestu. Jaz sem pač vedno poudarjal, da kvaliteto mora biti, ne se kot vodja proizvodnje res, da rečem, pač imam kar nekaj odgovornosti in hočem, da je vse tipi top, se tudi, če se kaj zgodi, včasih spregledam, ampak pač tak je. Imam rad neki sistem in na koncu koncev ljudem vedno to opozarjam, da pač tudi timsko delo je važno, da tudi lahko na koncu koncev neki izdelek uspe, ne. In je tudi kvaliteten in tudi na koncu, se pravi, kvalitetne surovine, je pol odraz produkt tisti, ki se pol dobro lahko prodaja. No, ker zdi se mi res, ne, ta prvi vtis, ko prideš k vam, dejansko je res tisto, da ste res ekipa. Kajti ti delaš z njimi, dejansko oblečen kot pek, dejansko nič posebej kot vodja. Res je. In verjetno je to tudi veliko šteje. Ja, res. Jaz delam vedno z njimi, sem z njimi. Pač vedno je tako, da proizvodnja na koncu koncev mora biti dokončana. Res je, da nikoli ne vemo, pač slabost pekovskega poklica je, da nikoli ne vemo, kakšno bo naročilo, ne. In ko pridemo pa vidimo, pač narediti moramo vsi skupaj, tako da je to in pomagam. Je ogromno kar nekaj ročnega dela, še da rečem, mi smo se zelo tehnološko modernizirali, da povem. Kot sem že prej omenil, naš lastnik so, se pravi, Jagros trgovine oziroma družina Jager, uspešni lastnik, tako da res mi smo modernizirali zdaj proizvodnjo do te mere, da smo eni izmed najbolj razvitih. Letos moraš spet priti, da vidiš kaj novega. Tako da to je... Veš, da se oglasim. To je, no, super, vabljeni. In to je važno, jaz pravim, da če je neki sistem oziroma če je tehnologija v prvi meri dobra, se pravi poskrbljeno za to, da dobro funkcionira, tudi ljudje radi prihajajo na delovno mesto, radi opravljajo ta poklic, čeprav je tudi še res ogromno ročnega dela. Mi rečemo tako zvanega, ne vem, oblikovanja, virkanja, žlejfanja, to še so neki prispodobe od nekoč, ki za pekovski poklic vedno še veljajo. In ne nazadnje, se pravi, tudi ti novi, ki niso nikoli bili peki, zdaj vejo, kaj je virkanje, kaj je žlejfanje, kaj je oblikovanje na tak in drugačen način. Ko govoriva ravno o pekovskem poklicu, ne? Kaj bi svetoval mladim? Zakaj se naj odločijo za ta poklic? Jaz bi rekel tako, vsaki poklic ima neke prednosti in slabosti. Res, da je to bolj nočno delo, ampak jaz ne bom nikoli pozabil, včasih mi kjer reče, Sandi, kako pa lahko imaš ti doma pokošeno, pa ono pa tretjo. Ja, seveda, če smo po dnevi doma, ne. Tako da ja, po dnevi smo doma, pa ne nazadnje, pač tudi žena ima včasih skuhano, pa tak dalje, tako da tudi se to opravila, ne, ki jih delamo. Tako da, ja, pekovski poklic je, mislim, da zelo dober poklic. V kratkih rokavih smo lahko vedno, po zimi, poleti.
Tudi se pravi, ne nazadnje, res da je bilo pred časom, so problemi bile tako vse posodi mogoče plačila nizka, zdaj se je to porihtalo, moram reči, zelo dobro, res ljudje so zadovoljni, imamo zelo poslušnega direktorja, ki se pravi, tudi mene včasih mora poslušati in da ne rečem, je zelo ustrežljiv. Vse v bistvu, kaj si zaželimo, dobimo. Zdaj, če pač povem, ne nazadje, to sadje v pisarni je moderno, ne? Tudi to smo zdaj uvedli med zaposlene, tudi neke vitamine, se pravi, ljudje dobijo, da se okrepčijo, tako da tu je res ogromno delamo na ljudeh, da rečem, res ogromno. No jaz, če bi se pri vas zaposlil, jaz po sadju zagotovo en čas ne bi posegal. Bi bil na liniji krov. Mogoče, če naredimo krov z kakim sadnim polnilom, no? Možno. Tako, ja. Če se vrneva malo k tebi, dejansko, kot praviš, že v družini je bila ta vzgoja, dejansko oče je bil pek v ptujskih pekarnah. Yes. Drugače pa ti tudi v prostem času neke priprave hrane ne moreš stran, kajti ti si zapriseženi, naj povem, ne zapriseženi grill majster, tako da kar veliko pečeš. To se mi že vidi, verjetno. Tako da ja, res obožujem pice nasploh, da povem, tudi tu smo v sami ptujski pekarni razvili pica testo z drožmi, teda jaz recimo marsikomu rečem, ljudje se fest ukvarjajo s temi pripravami testa za pice, se pravi res, to je eno posebno testo, ki je pač v zmrznjenem stanju, ki ga prineseš domov, se ti oteli in probe narediti pico, tako da ja, izključno še delam pice iz tega testa. Tako da tudi grillmeister oziroma steakmeister, da še rečem, tudi kuham rad, sem res rad za štedilnikom, kaj se tiče kakega bograča, golaža, to je vse na mene. Aleksander ima kar prestižen Napoleonov žar, kar velike površine dejansko, tako da pečeš veliko. Ja, res pečemo kar, to sem dobil malo navdiha pri tebi, da rečem, če je tak. Sem se takrat odločil in ni mi nikoli bilo žal tega žara, in sem res ponosen, tako da, ja no, imamo združbo, veliko krat tudi z sosedi, rečemo kakšno, dorečemo, pa se včasih tudi gremo, včasih makeri kakega vebra, na pole, malo se tak, fancy šmenci, ne? Včasih rečejo, da se posli delajo pri šanku, ampak tudi pri žaru se da, ne? No, tudi tukaj, ja. Tako, če se vrneva na ptujske pekarne, vaš proizvod ni samo krov, ampak tudi vse vrste kruha, sladice. Ja, res je. Mogoče, če še predstavimo vseeno našim gledalcem program. Ja, tudi imamo, se pravi, dnevno slaščičarno, v katerih je zaposlenih 8 slaščičarskih mojstric, se pravi, one ustvarjajo torte po naročilu, kjer jih lahko tudi naročite vedno, se pravi, najrazličnejše, se pravi, sladice in slaščice, tudi za trgovino v Jager, peč ali manj. Res tega orsetimana je ogromno, teda tudi one so pač zaposlene po dnevi, delajo po dnevi. Imamo pa, se pravi, repertoar teh kruhov in tega peciva, pa da je res, rečem, res skoraj že prevelik. Izbira je tako velika, da včasih sta si že 2 izdelka, da ne bom rekel podobna, sta pač malo različna, ampak po sestavi tudi mogoče malo različna, ampak je res je ogromno tega. Ampak mi se na konci prilagajamo kupcu, željam, se pravim, uresničimo tisto, kaj so zahteve na trgu zahteve. Če dalje bolj se pač uveljavljajo neki kruhi z drožmi, se pravi, tudi tukaj smo ogromno naredili z kislim testom. Ljudje spoznavajo, da so uživanja takšne izdelke, se pravi, uživanje takšnih izdelkov je če dalje bolj primerno tudi za, kar se tiče zdravstvenega vidika. In je res tega ogromno. Vprašanje, ki se mi vedno poraja, jaz sem ljubitelj dejansko pekovskih izdelkov, sem zelo rad kruh. Bolj mi zdravnik razlaga, da zaradi kil bi se pač mogel tega izogibati, ampak jaz se kruhu ne morem odpovedati dejansko, ne. In prideš v trgovino,
polica s kruhi, polno kruhov, polno nekih žemelj. Ampak na koncu tisto kupiš in skoraj vedno si razočaran. Zakaj je ta trgovinski kruh, ki ga tam pripravljajo, toliko drugačen od vašega? Jaz bi rekel tako, mi že imamo zaščitene recepture, oziroma da ne rečem zaščitene, preverjene recepture že od nekoč in res uporabljamo kvalitetne surovine. Jaz moram pač povedati, da imam tudi zaposlenih, oziroma imamo zaposlenih kar nekaj ljudi, da rečem prek čez mejo in to so tako, jaz pravim, tudi naši ljudje. In prihajajo tudi tam iz pekovskih vrst in oni nikakor niso mogli razumeti, zakaj pa mi dodajamo v kruhe sladkor, olje, ker tam dole se tudi dela vse brez tega, oziroma da rečem tako, oziroma več ali manj, se poslužujejo te stvari. In jaz pravim, vsak naš izdelek, pač pravijo, da vsak kovač mora svojega konja hvaliti, ne? Je res več ali manj dober, okusen, ker mi ga preverimo, mi ga naredimo, ga tudi ponudimo, raziskavo naredimo, da ne nazadnje recimo sam povem, kako jaz proizvedem neki novi produkt, ko se poraja neko vprašanje. Jaz naredim tak, da vedno naredim mogoče, ne vem, 3 vrste tega izdelka na drugačen mogoče način, po sestavi neki drugačen način. Enostavno grem med zaposlene in ponudim, se pravi tisti feedback oziroma tisti, potem je to, kaj mi oni rečejo in se odločam na podlagi tega. To pomeni, če velike večine všeč ta zadeva, se odločim bolj za tisto in tisto bolj plasiramo. Ne. Tudi recimo krof s pistacijo sem naredil na isti podoben način. Smo se pač tudi odločili za belo čokolado, ker je pač malo res drugačen. Ta pistacija pa se pravim je tudi malo slanega, sladkastega okusa, tako da je kombinacija res vrhunska. Koliko pa vas je v samem podjetju, koliko vas je izobraženih pekov ali koliko je priučenih? Zdaj natančne statistike tukaj nimam, je pa res, da povem, zaposleni nas je 80, celotne ekipe, tukaj nekje v blizini 80, od tega je pekov, izučenih pekov je, mislim, da sigurno je 20. Ostalo pa so več ali manj priučeni, potem imamo tudi ekspediče, to so pač šoferji, ki so več ali manj espeji, ki upravljajo razvoz naših kruhov. Ne. Zdaj pač, če povem, naša proizvodnja poteka 6 dni v tednu, to pač moram povedati, se za tudi tega je mogoče ta pekovski poklic malo, da rečem, tak, da mi moramo dobesedno v nedeljo že priti delati, ne, ampak delamo 6 dni v tednu. Potem se pravi proizvodnja kot taka, zdaj če malo gremo skozi, kako sploh poteka proizvodnja, ne. Najprej pride prvo mešalec, seveda, on mora se pravi si pripraviti surovine, točno se pravi vsak dan dobi naročilo, točno vidi, kaj je. Potem imamo tehtalce, se pravi, ki to se pravi tehtajo oziroma raztehtajo. Po recepturi dejansko pripravljajo. Tako, imamo se pravi tudi zdaj, da rečem, res sodobne linije, ki nam omogočajo res zelo natančno tehtanje, se pravi tudi, če bi v primeru, da izdelek nima teže, da ima preveliko ali pa neko odstopanje, se pravi, ga izmeče, se pravi, se vrne nazaj v testo. Tako da tu je res zadeva dobra. Kar se tiče tega, se pravi, potem so oblikovalci, ki oblikujejo izdelek v neko platformo oziroma v neki izdelek. Ta izdelek, se pravi, potem se odlagajo na pekače, na vozičke, se pravi, gre v vzhajalno komoro, tam jih že čakajo z veseljem pečniki, ki so jih tudi, se pravi, morajo dodatno ali narezati, vzhajati, izpeči. Ti izdelki se potem spečajo in grejo se pravi, na hlajenje oziroma v ekspedit, tam se pripravijo in se pravi, grejo tudi na rezalne stroje, tam je pakirnica, kjer je res zaposlenih tudi ogromno ljudi, ker če dalje bolj opažam, da je ogromno predpakiranih izdelkov več, ne, pač ni dobro za okolje, ampak ljudje to narekujejo oziroma kupci to narekujejo. Potrošnja to zahteva. Tako. Na koncu konca potem pa so še šoferji, ki to razvozijo zjutraj do trgovin, se pravi, tudi delamo za javne zavode, sem že rekel, šole kot take, ogromno res šol,
domove za ostarele, tudi za zapore. V glavnem, ko boš na končni liniji koga potreboval, zdaj zapusta pri krofih, tam tisto, ko se krofi odlagajo v škatle, ne, tam bi jaz delal zadnjo kontrolo, dejansko, ko je že sladko. Ni problema z malo, ste bomo zvendla. Pridem kako noč, pa bom jutro pa na urgenco. Ste bomo zvendla, ni problema. Ja, vsekakor, kot si dejal, vsak poklic ima nekaj posebnega, ne, in verjetno je tudi ne samo poklic, delo, ampak je to na nek način, lahko rečeva, pekovsko delo je tudi na nek način poslanstvo pripravljati hrano za druge. Konec koncev, vi skrbite, da konec koncev mi nismo lačni. Res je. Vse pravim, jaz sem ponosen, da je moj oče mi vnesel v mene to pač, kar je. Tudi vse enostavno, tudi on me je naučil, ne nazadnje, plest zadeve, ne vem, še tudi spletem kako srce, kakega bosmana. Je tudi, da rečem, je kar mojstrovina, pač treba se tu potruditi. Jaz sem bil tu v šoli kar dobro ocenjen, že kot pek, ko sem se učil, tam smo se kar učili te zadeve in moram reči, da na koncu je res pek kot tak je tudi pravo poslanstvo. Se rečem, da delamo za ljudi, moramo delati v neki dobri volji, jaz pravim, da tudi pride na koncu koncev dober izdelek ven, ne. Je pa vsekakor to odgovorno delo, ne, ker ti pripravljanje hrane. Ja, res je. Dejansko hitro pride kaj narobe, hitro se kaj pokvari. Pri krofih ne toliko, pa pri kruhu, ampak pri sladicah pa je hitro kaj narobe, tako da je treba biti vedno zbran. Ja, gledajte, tu sladice tako zato odlih, sem rekel, da pač potekajo v dnevni proizvodnji, je čisto ločeno od ostale proizvodnje. Dobri pekovski izdelki se spečejo, tako da tukaj ni takšen problem, ne? Če bi že bilo kakšne zadeve take, ampak jaz pravim, da nima tukaj, mi imamo preverjene surovine, mi tu redno kontroliramo, se pravim, se posodabljamo, tudi z določenimi stroji imamo, recimo, ne vem, dozatorje surovin, ki so avtomatski in sami dozirajo sol, sladkor, teda tu več ni nekih možnosti, kakšnih mogoče. Tako tudi linija za krofe je avtomatska, ko se obračajo. Tako, tukaj imamo linijo za krofe, ki je avtomatsko, se pravi, en človek zaposleni daje gor ti krofe na posebnih aparatih, potem ti krofi grejo, se pravi, se dobesedno zapeljajo v cvretje, jaz pravim, da grejo v toplo kopel, tam se tudi obrnejo po določenem času, potem pridejo na polnilne igle, kjer se napolnijo z marmelado. Je pa res, da povem, ta pistacija krofi in vsi ti krofi, ki so malo posebni na nek način, jaz rečem, se pa polnijo izključno vse ročno. Teda tu je vse ročno delo. Vse ročno delo. Tako. Tudi, da povem pač te zaposlene, ki delajo na kvašenem delu, mi rečemo, naše potice oziroma te kvašeni del, to je vse ročno delano pecivo in jaz vedno strmim, pravim, naša potica je res, da rečem, v pravi meri orehova potica, samo poskusiti treba. To je res, jaz lahko potrdim, sem jo že. No, ker ljudje velikokrat ne berejo deklaracije, ne, in deklaracija je tista, pa tudi ne nazadnje okus kot tak izdelek, da človeka, da jim rekel, premami oziroma tudi odtehta pri ceni, ker razumljivo je, če ti imaš neko sestavo, ki je 90% orehov v same nadevu ali pa 12%, ne, je to velika razlika, ne. No, se tudi zdaj v pustnem času, tudi po trgovskih velikah srečujemo razne krofe, ki bi jim človek dejal, da so to neki nadomestki, niso krofi dejansko. Jaz rečem tak, mi imamo preverjeno recepturo in delamo izključno iz jajc krofe, se pravi, in tudi za tem stojimo. Zdaj za druge proizvajalce ne morem reči, ampak jaz za svoje trdim, da so najboljši. Jaz se s tabo strinjam, ker ti še vedno trdim, oba prihajava nekako z ptujskega konca in dejansko pusta na Ptuju ni brez kuranta, koranta in ptujskega krofa dejansko. Jaz se strinjam, res kurant, moram reči, tudi me zelo veseli,
ko je ta pustna povorka, da vidim maškara in tudi kurante, ko prihajajo recimo na okence, pa pridejo, da vidiš, da si privoščijo ptujski krov, se pravi, mi je res nekaj nenadomestljivega, da ko vidijo ta oziroma še bolje pa okusijo ta krov, ker pač sam imam to možnost spremljati te zadeve in ljudje recimo si pridejo po 4 krofe, da rečem, ne, pa ne pride že stran od okence, že ponovno stoji v vrsti, ker je že pač dobesedno zaužil. In jaz pravim, ne si privoščijo, ne. Pusti je vsekakor čas. Pusti je enkrat na leto, ne. Tako. Tako. In zdaj smo pri tem postovanju, naj še povem tudi našim gledalcem, poslušalcem, da vsi tisti, ki želijo poskusiti ptujski krov, ki še tega niso naredili, dejansko se naj maskirajo, pridajo na pustno povorko in v Lenart, in tudi v Lenartu na pustni povorki se vsako leto maske prejmejo krov, kraljevi krov ptujskih pekarn dejansko. Kraljevi ptujski krov se pravi, da reče. Tako. To že za kar nekaj let mislim, da tako sodelujemo in jaz mislim, da je to tudi vredno. Z tega konca so res vabljeni vsi ljudje, tudi da pridete pogledati, poskusiti, okusiti, se naužiti in vsi tisti, ki pa boste zamudili pustno povorko, pa vabljeni tudi v naše prostore za pusta, vedno postrežemo s kavo in poskrbimo tudi za ptujski krov. To je poseben dogovor z Aleksandrom, da vsako leto tudi pri nas potem razdelimo nekaj krovov. Če se vrneva k poklicu, ker drugače se bodo mi začele cediti sline, glede na vse to. Še nisi poskusil, ne? Kako pa, če se vrnemo na te deficitarne poklice, več poskusov je dejansko štipendije, ponujate tudi štipendije mladim, da bi se odločili. Tudi, ampak ne nazadnje je tu problem. Jaz se pač pogovarjam z določenimi ljudmi, ki se pač imamo veze z šole, da enostavno ni kadra, oziroma če kader je, dobesedno se izobrazijo, pač pa grejo drugam ali kak že, no. Ne čutijo. Ja, nasplošno saj družbo, če pogledava slovensko družbo, rokodelski poklici ali poklici, ne vem, prej si dejal, da sam položiš tudi keramiko, keramičar, pek, dejansko ključavničar, ti poklici sploh niso cenjeni, mi bomo vsi magistri in vsi bomo direktorji očitno. Ja, problem, jaz pravim, da samo problem bo to, mi se moramo zavedati, da to so dobrine, ki jih pač vsekakor moramo zaužiti za pač, da rečem, da lahko živimo nasploh in dobesedno pač moramo gledati, da bomo še lahko imeli domače produkte, ne, in mi lahko garantiramo, da pač imamo slovensko moko in produkti iz slovenske moke zaenkrat še niso problem. Lahko pa se zgodi, da pač to več bo, mislim, da bo problem, ne. In tu se je pač mogoče malo za zamisliti, kaj bomo nasploh jedli, že marsikaj jemo takšnega, da ni primerno, ne. To nam je tudi koronavirus, ne, takrat ta COVID-19 nam je pokazal, kako smo neoskrbni, ne. Ja, res je. In odvisni od tujih verig, ne, in težko me bilo kdo prepriča, pa nimam nič proti drugim državam, ampak rekel bom tako, zelo težko verjamem, da so možno, da so Poljaki naredijo boljši zamrznjeni krov, pripeljan v Slovenijo in pri nas pečen, da je boljši od kraljevega ptujskega krova, ki je nared tukaj in zdaj. Ne? Jaz pravim, to je stvar vsakega posameznika, naj proba pa naj okusi. In tukaj tudi končamo. Druga proizvodnja mene ne zanima, mene zanima lastna proizvodnja in za tem stojim. In tudi moja ekipa, oziroma naša ekipa in tudi ne nazadnje kompletna ekipa ptujskih pekarn in tudi lastnikov Jager stremijo k temu, da vedno res izbiramo top produkte in tudi v trgovinah Jager, da rečem, ko se pogovarjamo, lastniki pridejo marsikdaj s kakšno idejo, mi jim se pravi naredimo in tudi oni stojijo lahko za tem produktom in ga tudi plasirajo na ustrezen način ljudem. Pustni čas se je začel, dejansko prihajajo naročila, tudi verjetno, kako bo tista pustna nedelja, pustni ponedeljek, torek, kako bo izgledalo to pri vas? Boste podirali spet rekorde? Jaz rečem, da je že zdaj, kar, da ne bom rekel napeto, ampak
se že vidi ta neki feeling predpustnega, oziroma zdaj je že pustni čas, no. Bo pa, se pravi, takrat za sam tisti zadnji teden pred pustem in zadnja 2 dni, se pravi, delamo vsi, se pravi, tudi vključno z direktorjem. Po 12 ur smo vsi aktivni, da zagotovimo, se pravi, lahko... Da lahko mi uživamo. Tako, da lahko uživamo tudi na nek način mi, ker se pač na to pripravljamo celo leto. Vemo pač, da moramo imeti dovolj marmelade na zalogi, dovolj moke, dovolj vseh ostalih surovin, ki so potrebne za krov. Se pravi, ne smemo pa pozabiti tudi ostale proizvodnje, ker moram povedati, mi ne stavimo pekovske proizvodnje, mi delamo čisto normalno, se pravi, tudi kruh mora biti proizveden, ne, v tistem času in res se okrepimo, nekaj dodatno še tudi zaposlimo, tudi kakšnega študenta še dodatno zaposlimo. Razmišljamo zdaj tudi, se pravim, prej smo se pogovarjali o avtomatski fritezi, zdaj bomo gradili in dodatno halo, tako zvano, da bomo preselili del proizvodnje v ta prostor in tudi tukaj pač razmišljamo mogoče o dodatni neki fritezi, cvrtniku, da bomo lahko zagotovili ta produkt kot taki krov, recimo, če smo pri krovih, ne. Ampak vedno jaz pravim, da predvsem kvaliteta je tista, ki mora ostati, se pravi, ne bomo delali nikoli na kvantiteti, mora, se pravi, biti kvaliteta, da lahko kupec tudi to dobi, kar si zaželi, no. Glede na to, da ste v zadnjih letih se kar redno posodabljate, verjetno bo vam pa tudi manjkalo, boste preko slej se srečali z prostorsko stisko na zemljišču, ker mislim, da kaj več veliko ne bo možno graditi, še eno halo zgraditi. Tu smo zdaj že imeli eno idejo nekega premika, ampak enostavno smo se odločili, da bomo tukaj ostali. Tu bo zdaj res zrasla na samem dvorišču, tako zvanem, en dodatni prostor, hala. Tako da to bo pač v prihodnosti več, da vidimo, se tudi mislimo posodobiti linijsko, tako da se pravi, naš paradni konj, da rečem, prodaje v trgovinah Jager so tudi te naše žemljice in se pravi kajzerice in mini bageta, ne. To je na dopeki, se pravi, tukaj pa tudi najdemo res od najrazličnejših kruhov, ne vem, zdaj smo plasirali tudi pred časom, ne vem, koruzni kruh z drožmi, potem beljakovinski kruh, se pravi, brezkvasni kruh lahko dobite, tu je res asortiman je ogromen. No, vse te vaše izdelke pa je možno kupiti tudi v tej vaši trgovini ali pa v verigi Jager? V trgovini so trenutno samo bojo na voljo v krofi, se pravi, kruha se tam ne prodaja, v trgovinah Jager seveda pa dobite čisto vse. Čisto vse, potem vse te izdelke, od testenin, kruha, krofov, sladkarij. Testenin ne proizvajamo, delamo slaščice, sestaneko kruh, pekovske izdelke kvašene, tako da to je to pa zamrznen program, se pravi, to je dopeka. To pomeni, da izdelki pridejo v trgovine, tam v trgovinah jih zaposleni vzhajajo in se pravi na naših pečeh oziroma na pečeh dopečejo in spečejo in potem je vedno sveža roba pečena, ne. Ne bova šla na politiko, ampak vseeno me zanima, kaj bi morala storiti država nasplošno za te deficitarne poklice, da bi se tu, kako bi se, ne vem, vi lotili ali se lotevate nekih promocij dejansko za poklic peka, ker mislim, da v šole je katastrofa vpisanih je zelo malo. Zelo malo. Se pravim, tu je samo problem, mogoče že bilo pred časom, ne vem, ko so tudi moji kamaradi bili, pa so mogoče tudi odšli, ko smo celo življenje dobesedno tudi že gor rasli, pa se učili, pa skupaj. Mogoče je bilo res že takrat problem premalo zavedanja teh poklicev, se pravi pozno zavedanje, da pa ne vem, so ljudje le tisti, ki bojo pač mogli ustvarjati, oziroma da bojo lahko firme obstale. In se pravi, že takrat mogoče je bila mogoče malo plača problem, ne? Če bi že se takrat nekaj naredilo na tem, bi si ti ljudje lahko še danes ostali tukaj, ne. In tudi jaz pravim, da tudi naši zanamki, se pravi, že primer, recimo jaz tudi tako gledal, da sem šel za očetom in tudi tukaj ne je bilo problema, se pravi, bi lahko naši zanamki nadaljevali našo tradicijo in
Država bi res mogla poskrbeti na nek način, da stimulira neke zadeve. Zdaj pač se mi poslužujemo teh nekih zadev, da res nagrajujemo zaposlene in nam kar uspeva, moram reči. No, mene v prvi vrsti v pekarni pritegne ta von tega svežega kruha. Ja, dobesedno, vsaka zadeva, ko je spečena, ne, in tudi jaz pravim, dobro, kruh proizvajamo skozi celo leto in res tudi moram reči, da se je ta izdelek res drastično povečal proizvodnja čez celo leto. Je pa res, da pravijo, da lokalno oziroma ne vem, sezonsko, če se tako izrazim, je takrat neki izdelek najboljši. Ne vem, kruh za sam pust je najboljši, ne vem, mlečni kruh Ptujskih pekarn je najboljši za veliko noč, jaz pravim, ne, in ga tudi, ker pač deši, enostavno deši, ne. In mogoče toliko boljše, ne vem, ker smo v središču mesta, ljudje, ko grejo mimo, povonjajo ta von in jim zadeši in enostavno res vsakega mogoče premami, no. No prav, kakšen mesec nazaj je bila v Lenartu otvoritev Vila Pekarna. To so stanovanja, ki so bila zgrajena na območju ali iz prostorov stare pekarne v Lenartu, ne, in ti peki in zaposleni, ko še živijo, so se zbrali, so se udeležili tega, ne. In potem vidiš res, s kakšnim zanosom ti ljudje govorijo o tem, ne. In tudi v našem časopisu smo objavili en podlistek o zgodovini pekarstva v Lenartu, ne. In vsi pač poudarjajo ta von, ne vem, župan je govoril na predstavitvi, kako se spomni, ko je hodil v šolo in potem, če si imel za žemljo ali pa če so tam razdelili kakšne žemlje, da ti to pač ostane tudi otroku v spominu, pa nasplošno tudi starejšim, ne. Tako da mislim, da bi res se počasi morali vrniti k koreninam. Tu v Vili Pekarni so zapisali en rek: če pade kruhek ti na tla, poberi in poljubi ga, naprimer. Se mi zdi, da tega zdaj v sodobni družbi ni. Mislim, da preveč hrane, pa tudi kruha. Dejansko jaz sem še tista stara vzgoja, mislim, jaz kruha ne morem vreči čez stran, že zato ne, ker ga preveč rad jem. Jaz sem vedno pač poudarjal, dobro, da smo sprejeli ta zakon o vračilu kruha, tega več ni, hvala Bogu, da se tako izrazim, ker res se je delalo s kruhom zelo grdo. Vse smo tudi nenazadnje videli pri različnih oddajah, da je kruh pristajal v kontejnerjih in ne vem, kje vse. Tam pa vemo, koliko ljudi je lačnih. In dobesedno zdaj pač vsi trgovke v trgovinah naročajo pač toliko kruha, da ga lahko tudi prodajo. Pač velikokrat je tak, da je problem tega, da ljudje pač pridejo pa vidijo včasih prazne police in nekako res malo bolj odgovorno delamo s tem in tudi prav je tako, ne. In jaz pravim, dobro je, največji problem je res takrat, ko so kakšni prazniki in predpraznično vzdušje je res, moram reči, tudi noro, kar se tiče naše proizvodnje, ne. Ampak kje pa piše, da moraš iti res zadnji trenutek v trgovino pa kupiti zadnji trenutek kruh. Ne vem, nam se takrat proizvodnja kruha dvigne za 100% oziroma 100%. In je to čisto brez smisla. Jaz pravim, vsakemu govorim, če pač že hočeš, da tudi ne bi šel v tisto gužvo, pač ide en dan še prej v trgovino, si kupi kruh, pa ga daj enostavno v skrinjo ali pa ga odmrzneš, potem pa bo čisto enaki, nič ne bo narobe, samo daj ga v vrečko in to je to. Ko se ohladi, potem, če je še topel, da se ohladi in ga potem daš vrečko, zamrzneš in... Tako, in ga lahko tudi, ne vem, 2 meseca po tem času, se pravi, ga odmrzneš in ga poskusiš in bo dobrno. Torej, čeprav razumem, v Ptujskih pekarnah stremite k temu kvaliteti, ne kvantiteti, verjetno, kako pa konkurenca, verjetno imate tudi težave, ker ti nekateri pekovski izdelki so bistveno cenejši. Smo Slovenci dojeli to? Glejte, to je tako, se pravim, javni razpisi so, kaj se tiče javnih zavodov, teda tukaj smo pri šolah in se pravi, kot sem že rekel, dome za ostarele. Tukaj velikokrat pač odtehta cena neko svojo zadevo, ampak mi ne spreminjamo receptur, naše recepture so enake, da rečem, mi se poslužujemo, se pravi, vedno istih receptur in tudi se tega držimo, da proizvedemo kvaliteten izdelek. Zadnjič sem zasledil, da je otroško kosilo v šole
odcenjeno na 3,50 €, mislim, oba veva dejansko, da za 3,50 € dobrega kosila in kvalitetnega kosila ne moreš narediti. In mislim, da bi tu tudi kot družba bilo potrebno nekaj narediti, pa reči, kupujmo domače, kupujmo kvalitetno. Se jaz moram reči, da res šole so se zdaj res malo usmerile v te polnozrnate zadeve, ne. Zdaj, če otroci to jejo ali ne, povratne informacije pač imam malo, ampak ne toliko spet. Upam, da ne bo to feedback, ker pač vidim, ne vem konkretno na Ptuju, da rečem, ena šola je tak, da poznam zadevo, da otroci pač dobesedno malce, če je že zaužije ali so lačni ali kje so, ne vem, pa ga hodijo pol v trgovina, pa si kupujejo, ne vem, pice in razne rogličke s čokolado in da še ne bom rekel kaj drugega, ne. In to me malo skrbi, ne. To bo povraten feedback, ki po mojem ne bo dober, ne. Tako da ne vem, jaz mislim, da bi mogli dati otroku res dobro malico s kvalitetnimi, ne vem, surovinami, sestavinami oziroma izdelke, da se res otroci najejo, tako kot treba. In da bo se taki otrok tudi lahko učil, se pravi, ne nazadnje, ne. Jaz mislim tudi, da je to zgrešeno tudi mišljenje, ne. Težko me kdo prepriča, da je španski ekoparadižnik boljši od slovenskega, ne. Jaz tudi mislim, no. Tako isto je verjetno pri kruhu in vseh teh pekovskih izdelkih. Dobesedno. Jaz pravim, da najboljše je pač tisti feedback potrošnika, da poskusi, da proba. Na koncu pač se še tudi vedno kdo najde, da pa ima kakšno pripombo, ampak tudi jaz recimo med zaposlenimi vedno upoštevam, pa jih vprašam, kaj bi bilo boljše, in tudi treba zaposlene upoštevati na nek način, da se vključijo v sam sistem dela, in tako je isto v vsej družbi in vse posodno. Kako pa, če se vrneva k tvojem malo zasebnem življenju, dejansko tradicije ni? Sin se je odločil drugače. Ja, res je. Ta starejši sin je zaposlen v zdravstvu, tako da je trenutno pač dela v zdravstveni ustanovi. Ta mlajši sin pa je pač tudi izbral strojno smer, da rečem tak, je bolj takšen varianta, da bi sam vse naredil. Pač ima tudi res na glasbo poudarka, tako da sem zadovoljen z obema in na nek način je tudi to vredno. Kako pa poteka vaše življenje dejansko? Se vem, ne bom spraševal podrobnosti, ampak vseeno so neka prilagajanja. Ti si v glavnem velikokrat v službi po noči, otroci grejo dopoldne v šolo, ko ti spiš, ko ata spi, ali kako je s tem? Pekovski poklic pač takšen je, ne? In žena dobesedno je pač doma sama z otroci, ne, zvečer, ampak se hitro prijem domov. Tako da je res, so to neka odrekanja, res so neka odrekanja, ampak pač moram gledati, da to na neki drugi način to spravimo notri, po domače povedano. Je pa res, da rabimo mi tudi počitek, tako da vejo, da ata gre spat, da mora biti v hiši mir. Ja, sigurno je. Tako da neki sistem je. Ampak se tudi da vse privariti. Jaz pravim tudi ti novi zaposleni, ko pridejo, največkrat jih malo ta bioritem vrže iz tira. Ampak že po tednu dni se navadijo, ne? Ker bolj pa reče, vidijo, zdaj pa sem cel dan lahko doma, po dnevi, pa lahko marsikaj naredim še, ne? Pa prijem, ne vem, zvečer grem, pa to naredim, pa grem spet spat malo po noči, pa je to, no. No, verjetno pa potem tudi če si utrujen, ko vidiš take stvari, pa rečeš, ok, tu so izdelki, pa slišiš, da ljudje to radi posegajo po teh izdelkih, je pa tudi to eno zadovoljstvo, po mojem. Ja, se pravim, se tukaj tu vsi opazijo in tudi nazadnje naši zaposleni vidijo, da so izdelki dobri, in tudi za njih smo uvedli, da rečem na koncu koncev, da se lahko dnevno poslužujejo nekih izdelkov v omejenih količinah sicer, ne, točno določenih, in tudi tukaj so zelo zadovoljni, da se lahko vzamejo pa si odnesejo kakšen kruhec ali pa kaj krov domov, za domov, pa
pa še ob jutranji kavici, ko se zbudijo. No? Tako. Se zbudimo. Tako. Potem dejal si, da pico pripravljaš iz vašega testa. Res je. Iz drožmi, ki ga pripravljate. Tako. Kaj pa kruh? Kruh pečeš doma ali ga potem... Takrat, ko sem na dopusti, na bolniški, da rečem, sem bil zelo, zelo malo. Takrat, ko sem na dopusti, pa skoraj vedno, ja. Res se poslužujem tega, da pač, če je le možno, da spečem kakšen kruh, ali pa pač tudi ne nazadnje skočim v trgovino, če je kaj takega, po kako svežo bageto ali pa svežo žemljico pečeno. Imaš potem kakšno posebno peč za kruh, za pice še? Ja, da rečem tak, ja, za pice imam res eno posebno peč, zapravo namenjeno za pice, tako da tu me tudi malo moj starejši sin tistkrat navdušil in res smo za eno tako božično darilo naročili eno pica peč, posebno z Anglijo in radi ustvarjamo vsi na to. No. Tako da ja. Se, da rečem, rekreiramo na nek način. Tako da še kakšni drugi hobiji, dejansko kar imaš, mislim, žar, potem pico peka. Ja, prijatelji, petje, da ne rečem tak, oziroma glasbeno, no, zapravim, zato je tudi mlajši sin mogoče malo izbral to pot. On je igra orlja, ne? Ja, on je organist, tako da tudi ja, vodi pevski zbor svoj ima, pa kar nekaj dejavnosti, moram reči, no, je na njemu, teraz sem tudi kar ponosen na njega in tudi na starejšega, se pravi, ne, tudi za starejšega, da rečem, ima tudi neki hobi, letalstvo in ga kar zanima, tako da smo kar mogli že ga malo bremzati, ampak zdaj je na koncu že toliko star, da sam ve kak in kaj, ne, in jaz pravim, da je super tak, no. No, se strojništvo pa letalstvo, to gre z roko v roke. No, strojništvo, se pravi, manjši sin, pa ta starejši letalstvo, zakaj pa ne, mogoče na koncu bo popravilo, ki mu avione. Tako. Gledam pa včasih tudi fotografije tvoje terase, pa to, ki imaš postavljen tega Napoleona, pa vse te stvari, urejeno okolico, to vse samo urejaš. Ja, res je, kar sem rad v nekem dobrem okolju, se pravi, radi tudi nekaj se družimo v nekem okolju, radi pojemo v dobrem okolju in pač je fajn, da je malo mogoče, no, zadeva urejena, ne. Tako da v glavnem zaenkrat ti še ni dolg čas. Ne, to pa ne. Tudi ko bomo v penziji, me ne bo. Tudi ko bomo v penziji, ti ne bo, okej. Pol boš lahko odpereš potem dodatne SP in potem pečeš pice na terenu. Bomo videli, kakšne bojo državne subvencije. Subvencije za te stvari. Ali kako bomo rekli temu, da se malo pošalim, no. Ja. Zakaj pa ne, rekreativno, sigurno vsekakor ne, ampak... Jaz mislim, da je najslabše, ko človek gre v penzijo in se potem odpove vsemu. Ne? Ja, res je, mora gibati eno in drugo, tako da to je vredno, da je v gibanju, ne? No, ker te dolgo poznam, dejansko mislim, da to pri tebi res, s tem ne bo težav, po mojem. Ja, mislim, da ne, no. Tako da, če ne pa že, kakšen sosed, recimo, ko že reče Sandi, ki si pridi, ne? Ja, seveda, če ni druga, dobim lopar za pico in gremo akcija, ne? Tako. Ja, kaj ne rečem, Aleksander, hvala, da si vzel čas zdaj v tem pustnem času, ker vem, da te podjetjo veliko rabijo. Dejansko, da si vzel čas, da si nam prinesel te dobrote. Hvala. Upam, da je naša občina že naročila tudi krofe za pustno povorko. Bom preveril. Tako. In potem hvala še enkrat za te dobrote. Hvala, da sva pokramljala. Seveda se še kdaj tukaj srečamo. Vam, drage gledalke in poslušalci, pa želim v tem pustnem času vse lepo in seveda, če mislite, da pust ni pravi čas, zagotovo je, polepšajte si ga s kraljevim ptujskim krofom, tako kot bom to storil sedaj jaz, in seveda spremljajte nas na naše podcaste na YouTube kanalu in seveda tudi na Spotifyju in nič ni narobe, če oddate kakšen všeček. Hvala.